Ej, jo, a bi si želel furati tale avto? No, zdaj je to možen in to zaradi tega modela. In za nas je naredil ena virtualno repliko Tomcata. Ja, in to je trajalo kar nekaj časa. Ej, freaking insane, ampak mene zanima, kot ti pozemljajo časa. Ej, ne boš verjel, ampak dejansko tako manj. Ok, kva? Zgaj? Zgleda dosti enostavno, ampak ker jaz res hočem ujeti vse detajle, da je dejansko 1:1, lovljenje krivin, naklonov in samega razmerja je vzelo največ časa dejansko. Ok, če bi ugibal, bi čist palil. Ej, kva pa te lučitke zgledajo tako kompleksne, a tle se pa nisi toliko cajta hecel? Je bilo tudi tukaj par ur, ampak kolikor zgledajo kompleksne, so na koncu bolj enostavne kot pa preomejen del. Nora je tudi notranjost, ker je dejansko narejena v piko z vsemi temi elementi, detajli, ki jih je tle res velik. Ej, kako so vse te detajle sploh ujel? Malo sem poslikal, poskeniral, zmerili in na koncu tudi narisal. Čaj, koliko cajta si pa ti prišel tle pri nas v delavnici pa v našem avtu? V delavnici dejansko še najmanj. Ok, ej, da gremo se furat, ja? Pa ne sam, da imamo zdaj Tomcata v Assetto Corsi, Denis je tudi naredil Raceland, Night Strike, tako da, ja, lahko dejansko furamo, ne še ven. Ej, prej gremo naprej, napišite v komentar, kjer avto bi si želeli, da ga Denis naredi naslednjega, pa ne pozabite se naročiti na kanal, pa stisniti like. Kaj pa tako recimo, ok, avto eno narediti, pa verjamem, da ti je ful časa vzeli, kaj pa, ne vem, celo stezo, mislim, to ni tako, če hočeš dobro narediti, verjeten, ni tako simpel. Ja, če si predstavljaš to, koliko je šlo časa za avto, steza, mogoče x3, x4, pa še ni konc. Ok, verjamem. A ja, dejansko pridejo še neke nadgradnje. Ja, seveda, pač veliko detajlov manjka trenutno, sicer so to taki detajli, ki so bolj izven piste. Aha, se pravi, da malo pol environment, okolica prije do izraza. Complete immersion. Za ljudi, ki vozijo, pa ki se zanašajo na visual cue, naprimer drevesa, tam imaš eno drevo, ki je po strani 45 stopinj, tako je IRL, zato je tudi tako noter. Se pravi, dejansko si šel toliko noter, da si vse te elemente, ajde ta drevo pa toliko po stran stoji, da ga vključiti noter. Točno tako, pač v bistvu je vsako drevo ročno postavljeno, pač drevesa ob stezi seveda. In veliko ostalih detajlov podobnih kot je to. Mislim, ja, sam taka referenca, kakor pač poznam Raceland Krško, pač ki iniciirati in kako vse skupaj speljati, je zelo dobro narejeno v bistvu. Tako, so kar neke enake reference, bom rekel. Pa tudi tako, kakor si postavil branding kot Night Strike, je čist insane, ok, dodal si malo svojega visual appeal, ali kako potem mu rekel, da vse zgleda še malo boljš, nekaj, kar bi si definitivno želel tudi v realnosti, ampak ok, pustimo to izvedljivost, da nam to mogoče kdaj lahko uspe, ali ne, ampak je nekaj tazga, kar bi si definitivno še želel dodati našemu dogodku, sigurno. Avto je pod good. Dejansko ima vse te floje, kakor jih ima naš avto.
Ja, jaz izviram iz tega, da rajši naredim avto, ki se vozi isto kot tvoj pravi avto. Se to je pravilno. Ne, da je zdaj neki arcade, da je pač lažje za voziti, zato ker point je, da ti treniraš in Točno to. izboljšaš svoje skille, ne pa da pač samo uživaš. Mislim, okej, tudi uživanci je, zato pa Pač ja, ni da bi mu dal 1000 konjev gor pa furi, mislim, ja, si bi si želel tega v real life-u, ne, sam. Pač realnost je drugačna in to je pač v redu, glede na to, da gre za simulacijo, da je tako, kakor mora biti, ne. Sej bojo pa na koncu dejansko dve verzije, pač za downloadat, za ljudi, ki mogoče niso toliko vešči, ampak da še vseeno lahko uživajo, bi bila ena malo bolj arcade verzija. Aha, se pravi, da je v bistvu malo bolj simplificirano vse, ne. Je to okej? Ja, the best, ker v bistvu kar moram izpostaviti je, da naš avto spet zaradi določenih aspektov ni tako simpel zapeljati in predvsem, kolikor je Raceland, še nekaj gre, ampak če gremo na neko drugo pisto, kolikor smo imeli težave v prejšnji sezoni, je glih ta prestavno razmerje, kar pač hočemo zglihati in tudi tukaj je ta prestavno razmerje točno tako v realnosti. In ja, za občo populacijo bi bilo sigurno bolj, da bi ta prestavno razmerje bil bolj zglihano, ne. To je pa še ena stvar, ne, kar nam v bistvu ful pomaga, ker dejansko lahko tukaj se igramo s tem in najdemo optimalno prestavno razmerje, ki ga rabimo. Exactly. V resničnem svetu, tako da to je ful dobro. Si prišparaš kar nekaj. Plus tega, kar me še najbolj zanima, je to, ne, da bomo lahko po moje potestirali bodoče performanse avta z novo turbino. Ja, to tudi. Ej, to je drugač ful dober, ful zabaven. Dejansko mi da cool nek output, no, ki ga nekako rabim za sebe. Pač kar bom omenil je seveda to, da ni čist enako kot realnost, ampak konec koncev to nima veze, ker s koncem treniramo tle neke motorike, muscle memory in tako naprej in je vrhunsko. In, kak se ti zdi? Ej, drugač tako, avto je zelo prav, kar me pač moti, kakor sem omenil je, da jaz pač vozim ta FPV mod, da ne vidim levo pa desno, kam avto potuje, ampak vse ostalo, tako, Raceland je res brutalno dobro narejen, no, kakor sem rekel, tako da, a ti tudi kaj furaš, ali sam delaš? Vozim itak, ampak nažalost nimam nekega proper setupa, tako da več časa zapravim za delanje stvari, kot pa za dejansko furanje. In kaj ti je najbolj, mislim, furaš drift ali furaš grip? Ja, drift mi je najbolj pri srcu, tudi pa kak time attack ali pa endurance race, to mi je tudi cool. A furaš od koga avto, ali si svoj avto naredil pa? Dejansko delam NB projekt, Mazda Miata, in sem si nekako sestavil svoj vision, kak bi rad tudi v resnici sestavil svoj avto in to največ furam. Zihar je rotary? Ne, ni. Ni rotary? Original, 1.6 mašina, naturally aspirated, pa ITB. Koliko je to powerja? 150 mogoče 200. Koliko je fajtanja pol? Ni, ker ga dejansko lahko voziš na redline cel cajt, konstantno ga moraš na pas mater in je pač zanimiv experience. No. Mene osebno se bolj dopadajo taki low horsepower avti, ko pa neki 700,000. Na, čist preč odprtega, ja. Ok, super. Ej, kako da si se lotil teh stvari? Rad 3D rišem, rad modeliram, v bistvu vse, kar je obsežno v tem projektu, vse to me veseli in po domače povedano, na tak način tega še noben ni naredil, tako da na nek način izmišljam malo toplo vodo. To se mi zdi ful fajn, da je neka prva taka stvar, čeprav mogoče trenutno še ni najbolj optimizirana, definitivno delam na tem, da je hitrejše in bolj optimizirano pač za mogoče slabše računalnike. Si sam vse naučil? Večinoma, ja. Ok, koliko si pa že naredil stvari, avtomobilov, stez?
Toliko tega, da že ti bi težko naštel zdaj, ampak nažalost je tako, da velika večina teh stvari so nedokončani projekti. Dejansko jaz nerad nekaj dam ven, če se mi ne zdi popolno. Itak. In to je pol tudi razlog za tako malo kontenta, no? Ampak še vseeno boljš quality kot pa content. Like a true artist. Exactly. Top shit. Na kjer projekt si pa najbolj ponosen? Definitivno Raceland Krško se mi zdi, mislim, od stez. Tudi tako osebno najljubša proga, domača proga. Dejansko sem 15 minut stran od tam doma. In rad bi naredil progo še boljšo kot je zdaj, čeprav že zdaj mogoče deluje wow kot naš. Ja, mislim, kaj bi pa lahko še izboljšal? Ok, mogoče se lahko verjetno o grafikih pogovarjam, ampak tako recimo sama funkcionalnost. V bistvu, kar se funkcionalnosti tiče, je to. Mogoče, zdaj en sneak peek, Raceland ima ene načrte za razširitev. Tako da ful me interesira mogoče to. Da bi jih probal virtualno realizirati, če že niso v realnosti. Je to bilo ful noro. Ja. Ampak mogoče bi to bilo dobro, če bi naredil pa, da bi mogoče doma dobil malo iskre, pa da bi končno to realiziral, ker bi bilo noro. Če bi se Raceland razširil, bi bilo... Ja, tisti načrti so res sik in če bi se dalo v virtualnem narediti, po moje bi bilo zelo zanimivo. Veš, kaj je še ena dobra stvar, ki imamo tale Racelanda, da lahko horjamo, kolikor hočemo, brez da sta avta poslušamo zadnji, tako da, just kidding. Kaj pa avto? Kjer avto ti je tako? Po moje je do zdaj tvoj, ker je najbolj detajlen. Seveda, vsak avto, ki sem ga naredil, sem nekako stopničko više šel in tvoj je bil zdaj na zadnji, tako da zaenkrat je ta. Škaj mi je pa tudi všeč, da sem ti lahko malo pomagal, vsaj malo pomagal pri tem projektu, da sem ti vsaj ta livery lahko providil. Hvala Bogu smo imeli fajle, tako da ni bilo neki zelo velik dela in smo to zrihtali. Ne, si da ne veš mislil, to drugače ful pomagal, ker livery design tudi vzame dosti časa. Še posebej lovljenje teh, se veš, prelomov, to kar smo... Mislim, je že tako livery design, glede na to, da je to eden izmed mojega core biznisa, delati za te prave avtomobile, je pač že tako challenging. In zdaj to pač pol prenese v virtualen svet, ja, so določene stvari, ki jih moraš potvikati, ni samo, zdaj smo imeli pa fajle že narejene za naš avto, zdaj pa to sem vržemo pa je. Tako da, noro izpadli, ja, full. Plani za prihodnost? Delati več na tem, mogoče se celo razširiti ekipo ali pa nek biznis ustanoviti z tega, če bo šansa. Se mi zdi, da trenutno v Sloveniji to ni še tako razširjeno, oziroma ljudje ne razmišljajo, da je to neka prihodnost za treniranje brez nekih večjih finančnih stroškov. Čeprav se mogoče zdi trenutno dosti velik strošek, se jaz mislim, da se na dolgi rok poplača in splača. Si pa večinoma sam na Assetto Corsi baziran? Ja, delam samo na Assetto Corsi, najbolj zaradi tega, ker če bi se pol še razširil na druge igre, tudi druge simulatorje, bi se mogel naučiti njihovega načina, pa že za Assetto Corsa ne vem vsega. Še tukaj se skoraj vsak dan naučim nekaj novega in že to je iskreno povedano včasih preveč. Ok, še eno vprašanje, da te največ gnjavo, kaj pa zdaj, ki je pač nek nov Assetto Corsa prišel, kaj to pomeni za tvoj del? Kakor sem slišal, naj bi bilo vse, da se da prestaviti, se pravi iz starega Assetto Corsa na novega. Ampak niso pa še nič official dal ven, se pravi mod support pa to, ker originalni Assetto Corsa je odprt, lahko delaš kar hočeš z njim, tukaj pa pač bomo mogli počakati, da bomo videli. Pa tudi to pol pomeni boljšo grafično nadgradnjo, bojo steze bolj izgledali, avti bolj izgledali? Definitivno. Več pol dela narediti na tako stezo ali? Ne, načeloma ne, ker v bistvu pač igra samo po sebi ima svoj shader, se pravi osvetljevanje je dosti bolj realistično in to je v bistvu največji problem, kar se tiče tega realizma. Ne sam, thanks, da si se oglasil tle v bazi, thanks za vse tole, da si nam v bistvu skrajšil off-season. Če kdo rab, oziroma bi kdo imel kakšen svoj custom auto, stezo, karkoli, Matrix Studios, najdete ga predvsem na Instagramu. Kaj ne rečem, se vidimo na Nitro Showdownu, če ne prej. Da je že to? 16. 17. maj, Automotor Show Celje, če nimate karte, kupite jo in pa do naslednjič. See ya!